uspešnega županovanja, premor naš naslednji sogovornik, podpredsednik Državnega zbora in poslanec SLS, gospod Jakob Presečnik. Vi ste z Majo Matejo sodelovali v predvolilni kampanji na zadnjih državno-zborskih volitvah in pravite, da vas ni presenetilo dejstvo, da ima lahko tako mlad človek toliko dobrih, konkretnih idej, da zmore sprejemati zrele odločitve. Podpirate torej njeno odločitev za kandidaturo? No, seveda, to na vsak način, ker dejstvo je, da je v občini potrebno delati za ljudi in če poznaš probleme ljudi, in krajev v občini in če znaš tudi iz teh problemov narediti nekaj dobrega, da probleme rešuješ, potem je to zagotovo pravi človek. Zdaj, na predzadnjih volitvah smo sodelovali že zjutraj, ko smo se tudi zbirali, sem rekel, da smo skupno palačinke pekla in da sem jaz bil v tem poslu malo slabši, ker je bil način peke drugačen, kot sem ga jaz običajno vajen, sem že spekel najbrž milijon palačink, ja. Ampak kolegi so pa najbrž da tudi, tis milijon dajte malo deliti, skakaj številko, ja. No, to malo zahecam, ampak zagotovo smo pekla dobre palačinke takrat, ja. To so bili navdušeni vsi tisti, ki ste prišli, najprej, da ste uživali v palačinkah. No, ampak zdaj, če pa na osnovno vprašanje odgovorim, no, kljub temu, da nimam jaz ne vem kakšnega dolgega obdobja županovanja, imam pa obdobje, bi rekel, dela z ljudmi in dela z razvojem, predvsem Zgornje Savinjske doline, predtem, ko sem pač zajadral v te parlamentarne in tudi vmes enkrat ministerske vode. Ampak, kot rečeno, treba je poznati probleme in treba je znati probleme čim bolje reševati. To je po moji oceni glavna umetnost županovanja ob tem, da si moraš zbrati tudi dobro ekipo, ki pomaga pripravljati projekte, prej ste omenili evropska sredstva, državna sredstva in tako naprej. Treba je seveda kljub temu, da je treba seveda šparati, vendar ta sredstva se pač delijo tja, kjer je pripravljenost največja, kakorkoli. Mi vedno, bi rekel, v državi pokoristimo 100 milijonov, sem si zmislil cifro, vendar kako se razdelijo po občinah je mnogokrat odvisno od tega, na kak način pripravijo posamezne občine, posamezne projekte. In to je to. Pa še nekaj je, mlada je. Jaz ne vem, če kolega minister in predsednik, no in tudi oboje, danes oboje imenujem, v redu, ve, da jaz dostikrat malo protestiram proti temu, da rečemo ali v firmah, ali v državi, ali v državni upravi zdaj mehko zmanjševanje števila zaposlenih. Kaj to pomeni? To pomeni, da mladi ne bodo nikoli prišli do ustreznih zaposlitev. Sposobni mladi ljudje ne bodo prišli do zaposlitev, če bomo samo odpuščali oziroma zmanjševali zaposlenje na račun odhode v pokoj, pa kakšno bolezni in tako naprej. Kaj bodo pa mladi, ali pa predvsem izredno sposobni, prišli do zaposlitve, to je pa drug problem. In zaradi tega je tudi treba vnesti tudi v občine neko miselnost, ki imajo pa mladi. Mi, ki smo že precej starejši, pa tudi srednja generacija je seveda najbolj aktivna, ampak tisti, ki smo precej starejši, včasih pozabljamo na to in to je škoda. Tako da Maja bo zagotovo uvedla ta duh tudi ne samo v delovanju občinske uprave, ampak na splošno. Tudi to, jaz se bom vrnil malo na ta dva naša današnja obiska. Jaz se tudi strinjam z ministrom, da sta to v bistvu dve firmi kot takšne firmi, ki sta zagotovo lahko zgled
gospodarstvu celotnemu in širše, še drugim, nek zdrav razvoj. Zdrav razvoj. Razvoj firme, ki ne pričakuje ne vem kaj od države. Tudi od občine sicer ne. Pričakuje pa seveda pogoje za delovanje.